Torej, v zadnjem času se je tudi spremenila politika merjenja nuhalne svetline, ki je v zadnjem času na napotnico in ne več izključno samoplačniška kot v preteklosti. Seveda pa veliko je govora o teh preiskavah in o samem pomenu preiskav, zanesljivosti in vseh teh vidikih, ki jih je potrebno upoštevati, ker namreč nobeni ti presejalni testi niso 100% zanesljivi in več kot te diagnostike delamo, več nekih dilem se nam kasneje pojavi. Poleg tega se je obravnava patologije v zgodnji nosečnosti močno spremenila. Še pred nekaj leti so pacientke recimo z grozečim splavom, z bruhanjem nosečnosti ležale po 2, 3, 4 tedne na oddelku za reproduktivno medicino. Danes se je naše znanje o teh patoloških stanjih toliko spremenilo in diagnostika recimo zunajmaternične nosečnosti, zdravljenje grozečih splavov toliko spremenilo, da diagnostika in obravnava poteka praviloma ambulantno, izjemno redko hospitalno, tako da je v bistvu bolj prijazna pacientkam, prav zaradi tega, ker se je znanje o teh področjih toliko povečalo.